Najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Sem zelo vesela, da me je Martin povabil, da vam danes malo predstavim, s čim se ukvarjam v svojem doktoratu. Oprostite mi za kakšne čudne besede, ker to je danes v bistvu prvič, da predstavljam v slovenščini, ampak mislim, da bo šlo, no. Naš projekt, v sklopu katerega delam doktorat, se imenuje WeCan in se ukvarja primarno, tako rekel Martin, s preučevanjem diverzitete, zdaj tako genetske, morfološke kot fitokemične, teh divje rastočih populacij konoplje, pa z njeno tradicionalno uporabo. Zdaj, konopljo verjetno vsi poznate, njeno družino mogoče malo manj. To je družina, ki poleg konoplje obsega še 9 drugih rodov, recimo neke bolj tropske, kot so treme, pa tudi predstavniki, kot so recimo ta celtis, se pravi celtis australis, ki ga lahko najdemo tudi pri nas. Njen najbližji sorodnik pa je hmelj, Humulus lupulus, ki mogoče v bistvu na prvi pogled izgleda čisto drugačen, ampak če ga pogledamo malo bližje, pa nam v bistvu pa vidimo, da je med njima marsikakšna podrobnost. Recimo, če pogledamo njihove cvetove, recimo ta ženski cvetovi ali pa moški cvetovi, vidimo, da je v bistvu struktura kar dosti podobna. Kanabis je enoletna rastlina in je dvodomna vrsta. Se pravi, da ima in ločene in ženske in moške rastline. Zdaj, moške rastline se od ženskih ločijo pač seveda potem, da imajo moške cvetove, ampak poleg tega pa tudi zrastejo višje, rastejo dosti hitreje, so dosti manj razvejane kot ženske, pa tudi svoj cikel v bistvu zaključijo dosti prej, se pravi, takoj, ko dajo pelod, že začnejo v bistvu propadati, medtem ko ženske rastline rastejo še kar nekaj časa potem, ko v bistvu se na njih takrat šele začnejo razvijati semena. Zdaj, tipičen habitat naravni za kanabis so neke take odprte in dobro osončene površine, recimo kot take stepe, ki jih vidite lahko tu. Potrebuje dobro prepustna tla, zelo zahtevna, rabi veliko nutrientov, idealno je tudi v bližini kakšna voda, ampak če ni, pa tudi nič takega. Zdaj verjetno tisti, ki kanabis poznate bolj recimo temu za rekreativne namene, poznate kakšno tako obliko rastline, dosti nizka, recimo ne več kot meter ali pa dva, in tako zelo razvejano z veliko socvetji. Ampak konoplja pač v naravi, če ima ugodne pogoje, brez problema zraste tudi tam nekje do 5 metrov. Njen v bistvu najbolj prepoznaven znak, verjetno potem jo vsi poznate, je ta njen sestavljen list iz več različnih lističev, lahko jih je tam nekje od 3 do 12, tudi več kdaj vidimo. No, kot sem že rekla, konoplja ima torej dva ločena spola, se pravi moške in ženske rastline, poznamo pa tudi kultivarje, ki so enodomni, se pravi imajo tako moške kot ženske cvetove na isti rastlini. Ponavadi v bistvu lahko se tudi na ženskih rastlinah včasih zaradi stresa razvijejo moški cvetovi, pa tudi obratno, tako da če kdaj najdete kakšno rastlino, ki je v bistvu primarno ženska ali pa primarno moška, pa potem najdete na njej kakšen moški cvet, no, ni to nič takega, pomeni, da verjetno je prišlo do kakšnih stresnih dejavnikov, pa je pač začela razvijati še te druge cvetove. Njeno kromosomsko število je 20 in od tega sta 2 kromosoma spolna, se pravi ima 18 avtosomnih pa 2 spolna kromosoma. Zdaj, točno kako se v bistvu spol določi, ni še čisto jasno, čeprav mogoče se to sliši zelo čudno pri tako poznani rastlini. Zdaj, 2 teoriji sta, lahko da se v bistvu določi na podlagi te prisotnosti in odsotnosti Y-kromosoma, se pravi moški imajo kromosom X pa Y, medtem ko ženske pa hermafroditi pa imajo 2 kromosoma X. In ta druga varianta, kako bi se lahko spol v bistvu določal, bi bila tudi na razmerju med številom X kromosomov pa število avtosomnih kromosomov.
Se pravi, ima samo en X ali sta X-a dva. Zdaj, odkje pravzaprav kanabis izvira? Na podlagi ostankov, analiz ostankov fosilnega peloda so znanstveniki ugotovili, da naj bi rod kanabis izviral tam nekje 27 in še malo milijonov let nazaj, nekje iz tega dela, iz severo-vzhodnega roba tibetanske planote. Najstarejši ostanki peloda izvirajo tu iz neposredne bližine, tu zraven tega izvora, in so stari tam okrog 19,6 milijonov let, kar je v bistvu zelo veliko, kar dosti stara vrsta. Od tu se je potem širila naprej, najprej na zahod in v bistvu prišla celo do Evrope, že nekje 6 milijonov let nazaj. Tu v Bolgariji so našli fosilna semena od kanabisa, že 6 milijonov let nazaj. Tako da v bistvu ne bi prišla do Evrope že pred prihodom človeka. Šele kasneje naj bi se začela širiti na vzhod in tam nekje milijon let nazaj naj bi bila v bistvu poseljena skoraj cela Kitajska, že s konopljo, razen tega južnega dela. Te krogi, ki vidite tu, to so v bistvu krogi, ki označujejo pelod hmelja. Šele kasneje v bistvu se je pa začela širiti v Indijo. Zdaj, ponavadi, v bistvu, ko slišimo kanabis, najprej pomislimo na vso to porabo, ki jo imajo pač v Indiji, ampak v bistvu v Indijo naj bi prišla šele tam nekih 32,000 let nazaj. Zdaj, na tej sliki je nekako predstavljeno to naravno razširjanje konoplje, ampak če pa pogledamo danes, pa v bistvu vidimo, da se je kasneje s pomočjo človeka razširila že praktično po celem svetu. No. Mogoče ni na Antarktiki pa Grenlandiji, drugje pa kar jo lahko najdemo. No, kot sem že rekla, naslednji val razširjanja pa se je potem v bistvu zgodil kasneje s pomočjo človeka, ko jo je človek udomačil. Zdaj, kdaj točno se je to zgodilo, še ni čisto jasno. Najpogostejša teorija oziroma mnenje, kje naj bi prvič udomačili konopljo, je tu nekje v osrednji Aziji, ampak obstajajo pa tudi teorije, glih zaradi tega, ker je v bistvu bila razširjena že po večjem delu Evrope pa Azije pred prihodom človeka, da v bistvu obstajajo več neodvisnih centrov in en od teh centrov udomačitve naj bi bil tudi v južni in vzhodni Evropi. Najstarejši fosilni ostanki, ki naj bi nakazovali na to, da je človek uporabljal konopljo, so ta semena, ki so bila najdena na Japonskem in so stara kar 10,000 let. Zmešana so bila skupaj s še nekimi drugimi oreški, kar bi lahko nakazovalo na to, da so se ljudje takrat z njo prehranjevali. Najstarejši ostanki za pridobivanje vlaken so stari nekje 5,000 let in izvirajo iz bližine delte reke Jangtze, medtem ko prvi ostanki za religijske pa za psihoaktivno uporabo pa prihajajo iz različnih delov. Eni ostanki so tu nekje iz okolice Xinjianga na Kitajskem in pa v Pamirju. Medtem ko so jo pred kratkim našli tudi v Izraelu in te ostanki so stari tam nekje 2700 let. Tako da v bistvu tudi v te namene se konoplja uporablja že kar dolgo časa. Medtem ko v bistvu zadnja genetska raziskava, ki so jo naredili, kaže, da bi se konoplja lahko udomačila tam nekje 12,000 let nazaj, ampak tu na območju vzhodne Azije, tu nekje, kjer je označeno. Zdaj, na tem območju so v bistvu udomačili tudi druge kulture, recimo kot so riž ali pa soja ali pa marelice, tako da v bistvu bi bilo čisto logično oziroma čisto možno, da je v bistvu tudi tukaj izvor udomačitve konoplje. No, kot sem že rekla, se je pač konoplja zdaj, kot smo že videli, se je konoplja uporabljala že tisočletja za različne namene. Zdaj, verjetno danes je najbolj poznana predvsem zaradi teh svojih psihoaktivnih učinkov, recimo temu.
In tudi zaradi tega se je v preteklosti pogosto uporabljala za religijske namene, za povezovanje z Bogom, komuniciranje s predniki, povezovanje z Bogom in tako naprej. Prav tako pa je imela, pa ima v bistvu tudi še danes, zelo pomembno vlogo tudi v medicinske namene. Najstarejši viri o uporabi konoplje v medicinskih namenih prihajajo iz Kitajske. Veliko je tudi virov iz Perzije pa iz Egipta, ampak verjetno nam najbolj poznana pa razširjena pa je bila tudi njena uporaba v Indiji. No, in tam se je v bistvu tudi uporabljala kot nek zelo pomemben del pri čaščenju boga Šive. In v teh njihovih svetih tekstih se omenja se v bistvu pojavlja pod imenom Bang oziroma Banga in navajajo, da se je uporabljala praktično, če mene vprašate, praktično za vse, od zdravljenja anksioznosti do prebavnih motenj, vročina, za glavobol, za nespečnost, za astmo in tako naprej. Še mnogo drugih uporab. Poleg tega je tudi izjemen, zelo pomemben vir hrane in je zelo hranljiva, zelo bogata z vitamini, minerali, beljakovinami in tako naprej. Semena lahko uživamo direktno ali pa jih predelamo v moko ali pa v olje. In prav iz tega olja, konopljenega olja, so v bistvu včasih je bil pomemben vir ali za osvetljavo, za proizvodnjo mil pa raznih drugih kozmetičnih izdelkov, pa tudi za izdelovanje raznih premazov, barvil in tako naprej. Še ena zelo znana uporaba je verjetno tudi uporaba njenih vlaken. Pomembna je bila za izdelavo vrvi, za izdelavo papirja, za izdelavo tkanine, recimo za izdelovanje v navtiki je bila zelo uporabna za izdelovanje jader, njena vlakna so se uporabljala za izdelovanje vrvi, ki so bile zelo odporne in cenjene v ladjedelstvu. Vse te različne uporabe pa so seveda tudi sprožile udomačevanje konoplje za različne namene in so na ta način tudi v bistvu povzročile ali pa so razvile različne fenotipe. Tako da so danes v bistvu te rastline, ki se uporabljajo za pridobivanje vlaken, zelo take visoke, nerazvejane, medtem ko so rastline za proizvodnjo zdravil, smole ali pa za rekreativno uporabo, recimo temu, dosti bolj razvejane, pa imajo mnogo soцветij. Pa so v bistvu seveda še divje oziroma rastline, ki so pobegnile s kultivacije, ki so pa spet v bistvu malo drugačne od njih. Če vam pokažem mogoče na teh slikah malo boljše, kakšne razlike med divjimi, ki jih vidimo tukaj na desni strani, se pravi, so take, ne vem, jaz na tej sliki, meni se zdi kot kakšna novoletna jelka iz Ikee, tako malo oguljena, malo bolj redka, zelo razvejana, z veliko socvetij, ampak ta socvetja so v bistvu taka dosti bolj rahla, niso taka gosta in tako, bolj taka rahla. Njena semena so kar majhna, tam nekje med 2 in 3 milimetre in pri njih je zelo značilna taka zožitev tu na dnu, kot vidite. Ta zožitev poskrbi, da v bistvu semena, ko so dozorela, hitro odpadejo z rastline. In značilna je tudi taka, da so malo bolj temna semena, mogoče pa tako malo nek marmoriran vzorec, recimo temu imajo. In vse to poskrbi na tleh za mimikrijo, in sicer, da so v bistvu ta semena od konoplje so zelo hranljiva in ptiči jih imajo zelo radi in zaradi tega v bistvu, če se ne bi na tleh skrila med zemljo in med drugim materialom, bi v bistvu bila hitro plen. Medtem ko tu na levi strani vidite semena kulturnih rastlin, z teh udomačenih, se pravi, vidite, da se je zginil ta spodnji del, je bil tako zravnan, ta marmoriran vzorec je tudi zginil in so taka dosti bolj svetla, ker v bistvu te mimikrije ne rabi več, pred plenilci jih bo ubranil človek. Prav tako pa nam ni v interesu, da semena hitro odpadejo in jih moramo pol v bistvu pobirati po tleh, ni nekako nam v interesu.
Poleg tega je tudi videz rastlin dosti drugačen. Recimo, če pogledate tu levo zgoraj, so rastline, ki se uporabljajo za pridobivanje vlaken, kot sem že rekla, ki zelo visoke in nerazvejane. Medtem ko tukaj spodaj vidite primer ene rastline za proizvodnjo v medicinske namene in te imajo taka zelo gosta socvetja in tukaj vidite mogoče tak bel poprh imajo po vrhu. No in ta bel poprh zgoraj so trihomi. Zdaj, za tiste, ki mogoče ne veste, kaj so to, so nekakšni taki laski, ki imajo na koncu lahko nek mehurček in v tem mehurčku se skrivajo sekundarni metaboliti. In te trihomi so zelo, zelo gosti, predvsem na braktejah, ki obkrožajo posamezen cvet. In zato so v bistvu socvetja najbolj zanimiva oziroma najbolj pomemben del za pridelavo v medicinskih namenih, pa tudi za rekreativno uporabo, no. In tu prav v teh trihomih najdemo največ sekundarnih metabolitov, ki so jih poimenovali prav po kanabisu, in sicer so to kanabinoidi. Od teh sta najbolj znana dva. Prvi je THC, ki je tista psihoaktivna snov, ki jo mogoče najbolj poznate. En drugi najbolj znan, ki je pa postal znan šele v zadnjih letih, pa je CBD, ki ima v bistvu mnogo pozitivnih učinkov na telo, ampak ni pa psihoaktiven in zaradi tega je tudi v bistvu mogoče še bolj se zdaj začel uporabljati v medicinske namene. Ampak poleg teh dveh najbolj znanih so v bistvu v konoplji do danes odkrili več kot 150 različnih kanabinoidov, pa tudi več 100 drugih različnih spojin, kar je v bistvu za eno samo rastlinsko vrsto v bistvu zelo, zelo, zelo veliko. In lahko rečemo, da so v bistvu konoplja taka mini kemična tovarna, ki nam lahko proizvaja marsikatero spojino, ki je nam zanimiva. Zdaj, kaj so te drugi metaboliti? To so v bistvu še različni terpeni, steroli, flavonoidi, ki imajo vsi tudi neke protivnetne, protimikrobne, protibolečinske in tako naprej, mislim še mnogo drugih učinkovin, ki se v bistvu uporabljajo ki jih lahko izkoriščamo v medicinske namene. In ja, mogoče se nam zdi, da kaj vse še lahko odkrijejo, ampak v bistvu mislim, da lansko leto so odkrili še dve novi spojini, dve novi žvepleni družini, ki dajejo konoplji, ko oni rečejo temu tak skanki vonj, no. Ja, no in seveda, tako kot vse ostalo je variabilno, pri konoplji je tudi vsebnost sekundarnih metabolitov zelo variabilna, odvisna je predvsem pač od njene genetike, se pravi ta vsebnost terpenoidov predvsem je določena se določa z genetsko, pa tudi kanabinoidi, recimo, če tukaj vidite, to so 3 različne sorte oziroma kemovari jim oni tudi rečejo in vidite, da se v bistvu vsaj razmerja med njimi se kar spreminjajo. Poleg tega se tudi je odvisno, kje v rastlini merimo, recimo kanabinoidi so najbolj pogosti v socvetju, pa tudi v listih, medtem ko jih drugod na rastlini praktično ne najdemo. Enako tudi z terpenoidi pa z flavonoidi. Medtem ko če pogledamo sterole ali pa triterpenoide, pa jih v bistvu praktično ni v socvetjih, jih je pa dosti več drugod. Tako da v bistvu mogoče bi bilo vredno se posvetiti tudi čem drugem v raziskavah, ne izključno samo socvetjem. Varira pa seveda tudi odvisno od vremenskih pogojev in sicer odvisno od zdaj v naravi tudi, ampak ko pa recimo mi tudi gojimo, se pravi za te farmacevtske namene, je zelo pomembno, da mi kontroliramo, kakšna je prst, kakšna je intenziteta, pa kakšen spekter luči uporabljamo, koliko hranil oziroma koliko hranil dodamo, kako zalivamo, kako zdržamo pH in tu v bistvu lahko vidimo, kako je pomembno, kako se v odvisnosti, koliko dušika dodamo, lahko mi v bistvu dosežemo tudi nasproten učinek, se pravi, če ga damo preveč, v bistvu nam upade recimo količina THC-ja ali pa CBD-ja.
No in jasno, vsa ta variabilnost, ki jo poznamo, v bistvu zelo otežuje neko jasno taksonomsko razdelitev znotraj tega rodu. In tekom zgodovine so se pojavljale različne taksonomske opredelitve, od verjetno vam najbolj poznanih teh 3 vrst, Ruderalis, Indica pa Sativa, do različnih podvrst, varietet, sekcij in varietet, skratka, ni da ni. Ampak največ študij v zadnjem času je pokazalo, da naj bi bila to v bistvu vse ena vrsta, znotraj nje pa sta v bistvu še največkrat omenjeni 2 podvrsti, in sicer podvrsta Sativa in podvrsta Indica. Ampak tukaj bi opozorila še na eno poimenovanje, ki je sicer bolj pogosto v rekreativni uporabi, pa tudi v medicinski. Namreč velikokrat slišimo, da je neka rastlina ful sativa, ali pa da je 30% sativa, 70% indika, recimo kot tukaj. Ampak to seveda nista te 2 podvrsti, indika in sativa, tega ne smemo mešati. To so v bistvu, recimo temu, navdih so dobili pri teh 2 vrstah, ampak to so neke karakteristike zelo bežne, včasih jih dajo na podlagi barve ali pa oblike listov, včasih na vsebnosti THC pa CBD-ja, in niso prav zelo konstantne. In v bistvu tudi glede teh imen pa vsega skupaj, že par teh študij so naredili z temi vzorci, ki so jih dobili v bistvu iz teh coffee shopov, recimo, ali pa iz zaplenjenega materiala, kjer so videli, da ne bi bila neka imena, recimo so vzeli 3 vzorce, ki se jim je rekli Gorilla Candy, v tem primeru, pa so videli, da so v bistvu bili mogoče dosti bolj soroden en vzorec Gorilla Candy z ničem, kar oni rečejo Afgan Kuš, kot z ostalim Gorilla Candy vzorci. Tako da v bistvu v tej rekreativni sceni je dosti velika zmeda, pač ker ni nobene kontrole, tako da je včasih treba malo z rezervo imati vse te oznake. Sem toliko malo v opozorilo. No, in kot sem že prej omenila, se je konoplja v svetu razširila že pred udomačitvijo človeka. In človek je pa v bistvu še enkrat naknadno razširil vse te udomačene populacije in seveda je v bistvu, ko je prinesel te udomačene populacije na neko območje, kjer so bile že prej neke naravne, je seveda prihajalo do neke hibridizacije med njima in namreč konoplja pač z lahkoto uide iz polja nazaj v naravo. Na ta način je dodobra premešala, recimo temu, neke lokalne genetske bazene. In te cikli so se tako dogajali tekom tisočletij že kar nekaj časa in v bistvu je danes je taka kar velika zmeda v naravi. In v bistvu se to še vedno dogaja. Trenutno v bistvu na Kitajskem in v Indijo namreč na veliko uvažajo neke kultivarje za pridelavo vlaken, ki so jih v bistvu razvili v Evropi, ampak te kultivarji v Evropi pa so nastali z nekim križanjem evropskih pa azijskih sort, že v štartu. Tako da, kako rečejo, good luck. In v bistvu obstaja pravzaprav dvom, a so te populacije, ki jih mi vidimo v naravi, v bistvu sploh neke divje populacije, ali so to v bistvu vse populacije, ki so pač sem ušle nazaj v naravo. Ker naredili so eno študijo in so v bistvu videli, da je samo 50 let je treba v bistvu, da konoplja izgubi, da te rastline izgubijo vse te karakteristike kultiviranih rastlin, kot sem rekla prej, ta velika semena in tip rasti, in v bistvu se spremenijo izgledajo kot neka naravna populacija. Tako da v bistvu, dvomijo, a sploh še kje obstajajo prav v bistvu divje populacije konoplje. No, in v bistvu prav zaradi tega ta naš projekt, zdaj vam je mogoče že jasno, da s preučevanjem posameznih področij ne bomo prišli daleč in je v bistvu mogoče recept za to nek bolj interdisciplinarni pristop, kjer bi se v bistvu lahko na ta način bolj pojasnili, kaj se s konopljo dogaja, kakšna je njena diverziteta in tako naprej. No, in v bistvu na tem projektu
Torej bomo preučujemo njeno genetsko, morfološko in fitokemično diverziteto, poleg tega pa še preučujemo njeno tradicionalno uporabo in možne farmakološke potenciale, rečemo, za razvoj za naprej. Pri tem sodelujemo z več raziskovalnimi institucijami, poleg Botaničnega inštituta, kjer delam jaz, še z Univerzo v Barceloni, pa s podjetjem Leitat pa Siha Preservations, pa tudi s francoskim nacionalnim centrom za znanstvene raziskave in Univerzo Paris-Sangley. No in najprej mogoče na hitro, da vam predstavim genetske raziskave. Zdaj, tekom zadnjih let so že naredili zelo veliko genetskih študij, ugotovili zelo veliko taksonomskih razdelitev znotraj rodu, ampak večina študij, z seveda par izjemami, ki so jih naredili, je te analize lahko delala samo na kultivarjih oziroma na nekem materialu, ki so ga zaplenili. In to so v bistvu vsi vzorci, ki so bili manipulirani že s strani človeka nekak način. To niso neke divje populacije. In ena zadnjih preglednih raziskav je v bistvu prav poudarila na pomanjkanje vzorcev iz naravnih populacij, predvsem iz Azije. Če vidite, tukaj je ena taka velika luknja in prav tukaj ne bi bil v bistvu izvor rodu. Zdaj, razlog za to je seveda izredno zapletena birokracija. Če ste si predstavljali, da je Nagoja problem, lahko to v bistvu pomnožite še s 3, ko gre za neko rastlino s psihoaktivnimi substancami, in še krat 2, če gre to za vzorce, ki prihajajo iz Kitajske, Afganistana in tako naprej. No, ampak kljub vsem tem problemom je nam uspelo dobiti kar velik del vzorcev iz kar velikega dela sveta. Posvetili smo se v bistvu tem prav Aziji, od kjer naj bi bil izvor. In v bistvu že uspeli dobiti kar nekaj populacij iz Armenije, Mongolije in tako naprej, dokler seveda ni prišel COVID. In takrat v bistvu smo se mogli preusmeriti, in ker nismo mogli iti na teren, ne mi, ne naši sodelavci, ki se jim tukaj še enkrat lepo zahvaljujem, izredno pomoč so nam bili, smo se v bistvu preusmerili bolj v herbarije ali pa smo prosili jih, da nam v bistvu oni ekstrahirajo že in pošljejo DNK, in na ta način v bistvu uspeli zbrati letos do decembra vzorce iz več kot 30 držav. Zdaj smo to poslali na sekveniranje, naredili bomo to sekveniranje po HiPSec approach. Zdaj, če bi koga slučajno zanimalo, vam lahko kasneje malo bolj razložim, zakaj ta pristop pa kako. Ampak zdaj, ko sem jeseni Martinu obljubila, da bom naredila to predavanje, sem bila ziher, da bom imela že vsaj kakšen rezultat, ampak na žalost čakamo. Aprila, tako ko reče, to be continued. Smo pa že analizirali en drug vidik genetike teh populacij. In sicer v tistih populacijah, ki smo lahko dobili semena, smo izmerili velikost genoma. Zdaj, kaj je ta velikost genoma in kako jo merimo? Velikost genoma je količina dednega materiala znotraj jedra posamezne celice. To je zelo enostavna in zelo poceni tehnika, ki nam omogoča nek, recimo temu, grob pregled, kaj se dogaja v naših rastlinah, in je super za odkrivanje sprememb, ko so na primer podvojevanje kromosomov, poliploidizacija, in ta pojav je v bistvu v kulturnih rastlinah zelo pogost, ker nam recimo poliploidi rastejo ali hitreje, ali so večji, imajo večje plodove, in to je v bistvu zelo zaželeno pri kulturnih rastlinah. Vemo tudi, da je kanabis zelo raznolik, imamo zelo različne udomačene sorte in tako naprej, se pravi, smo rekli, dajmo pogledati, kaj se dogaja. Zdaj, kakšen je proces? Mi moramo najprej uskaliti semena in vzgojiti manjše rastline, ker najbolj idealno je to meriti na mladih listih.
Potem v bistvu vzamemo kos lista naše rastline in kos lista neke rastline, ki nam bo služila kot standard. Zdaj, standard je neka rastlina, v bistvu, kjer poznamo njeno velikost genoma in nam bo na ta način služila za primerjavo. Liste sesekljamo z žiletko in jih damo v nek izolacijski pufer, da sprostijo ta jedrca ven. To tekočino bolj prefiltriramo, dodamo fluorokrom. To je neko barvilo, ki se veže na genetski material. To tubo z vzorcem pa potem damo v tole napravo, v pretočni citometer se ji reče, kjer nam v bistvu laser znotri izmeri, kakšna je velikost jedrca. Se pravi, večji, ko je več kot jednega materiala, več materiala se bo obarvalo in večji bo to obarvano jedrce. No in rezultati, ki jih dobimo, so taki histogrami. Zdaj, če pogledamo na tem prvem histogramu, vidimo, da je ta prvi vrh, prvi vrh je naša rastlina, tretji vrh, ta v bistvu manjši vrh so celice v podvojevanju in potem je še tretji vrh, ki je v bistvu naš standard. In potem na podlagi tega razmerja med njima lahko izračunamo, kakšna je velikost kakšna je velikost genetskega materiala naše rastline. In to so naši rezultati. Vidimo, da je povprečna velikost genoma tam nekje malo pod 2 pikograma. Pikogram je ta enota, s katero merimo velikost. To se šteje za v bistvu kot dokaj majhen genom. In ti majhni genomi so ponavadi značilni za enoletne rastline, ki v bistvu uspevajo na ruderalnih tleh, pa dobro prenašajo stres in vse to tudi kanabis seveda je. Poleg tega na prvi pogled se nam mogoče zdi, da velikost genoma zelo varira, ampak v bistvu na naše presenečenje varira praktično enako znotraj populacije kot tudi med populacijami. Našli smo v bistvu malo več kot 1,19-kratno variacijo. Zdaj, če si predstavljate, v bistvu dosti neverjetno, da neka populacija iz Indije pa Mongolije, med katerima v bistvu na neki redni bazi ziher ne poteka izmenjava dednega materiala, v bistvu sploh ni nekih pomembnih sprememb. Nismo našli nobene korelacije ne med kultivarji ali pa divjimi rastlinami, ne med tema so dvodobne ali enodvomne, pač niti ne znotraj tega res velikega geografskega območja. Ker tukaj noter imamo zajete od Afrike, Evrope, Mongolija, Indija in tako naprej. Absolutno nobene razlike. Med vsemi temi meritvami, ki jih je bilo tam okrog 1000, smo našli eno triploidno populacijo iz severne Indije. To štejemo za neko napako, neko mutacijo, ki se je zgodila in v bistvu na koncu koncev ni nič toliko zelo posebnega. Vseeno pa smo videli, da te razlike vseeno med populacijami so, namreč uspeli smo izmeriti dve rastlini, in sicer eno tu med manjšimi iz Mongolije in eno med večjimi, ki je bila iz Indije in v bistvu uspeli potrditi, če vidite na tem histogramu, sta sicer zelo skupaj, ampak sta jasno ločena dva vrha. In zdaj, kaj bi bil lahko razlog za v bistvu te razlike, ki so? Lahko jih je več, ampak možno je v bistvu, da prihaja ali do nekih manjših razlik med repetitivnimi elementi, ki bi povzročali te manjše spremembe, ampak v bistvu zadaj pač obstaja pa nek mehanizem, ki te v bistvu spremembe stalno popravlja in drži na tem konstantni velikosti genoma. Druga možnost pa je, da do teh razlik prihaja zaradi spola. Zdaj, če se spomnite, na začetku smo rekli, da pri konoplji obstajajo ženske in obospolne rastline, ki imajo 2 X kromosoma, pa moške rastline, ki imajo en X pa en Y kromosom. Zdaj, pri konoplji je glih obratno kot pri nas. Y kromosom je majčkeno večji kot X kromosom, tako da bi bilo v bistvu
logično potem, da bi bili vsi vzorci, ki so prav vse rastline, ki so moškega spola na teh višjih meritvah, vse ženske pa tukaj nižje. Ampak vidite, da čisto 100% to ne gre. Zdaj lahko, da so to samo pač kot neke mogoče ali napake v meritvah, ali pa da je to bil v bistvu neka rastlina, ki je imela zelo veliko sekundarnih metabolitov. Namreč, če ima neka rastlina zelo veliko sekundarnih metabolitov, si ti potem v bistvu ovirajo vezavo tega fluorokroma na genetski material in v bistvu lahko na ta način izpade, da je velikost genoma malce manjša, kot je v resnici. In zaradi tega je v bistvu zelo pomembno ravno to, kar sem prej rekla, da dobimo dva taka vrha skupaj. In to so zdaj v bistvu naslednji koraki, da bomo probali ugotoviti, kaj bi bil razlog za te velikosti, da res potrdimo, ali je to zaradi moških in ženskih rastlin, ali je to kakšen drug mehanizem zadaj. No, naslednji aspekt, ki ga preučujemo, pa sem tudi mislila in upala, da bom lažje kaj več povedala, pa je njena morfologija in fitokemija. In sicer bomo poskušali ugotoviti s pomočjo semen pa listov, pa tudi fitokemičnih profilov, ali lahko na podlagi vsega tega v povezavi z genetiko ločimo na različne podvrste ali pa tudi mogoče celo vrste. In mogoče tukaj bi vam samo na hitro povedala, kako smo se tega lotili. V bistvu za ta poskus smo si izbrali določeno število populacij, od kjer imamo semena, kot lahko vidite tu gor na karti. In v bistvu dobili neko halo s kontroliranimi pogoji. Zdaj, če vidite tukaj, v bistvu vidite, da rabimo gojiti od rastlin, ki prihajajo z nekih tropskih pogojev, praktično z juga Indije, do bolj suhih pa mrzlih step iz Mongolije. Se pravi, to so kar različni pogoji za rast in smo v bistvu rabili kar nekaj časa, da smo dobili neke idealne pogoje, ki ustrezajo tako in enim in drugim. In zdaj, zakaj je pa potrebno, da v bistvu mi najdemo iste pogoje? Zdaj, kot sem že prej rekla, konoplja je zelo prilagodljiva rastlina in zelo pomembno je, v kakšnih pogojih raste, se pol to v bistvu odraža tudi na nekih morfoloških spremembah ali pa različnih fitokemičnih profilih. Zato je tudi zelo pomembno, da smo te rastline posadili v enakih kontroliranih pogojih, kjer v bistvu vidimo lahko res, katere stvari so genetsko determinirane in katere spremembe so samo v bistvu kot nek odgovor na neke razmere v okolju. Zdaj, če bomo na koncu mogoče imeli kaj več časa, mislim, da sem že kar dolga, vam lahko malo bolj podrobno razložim, kako smo si mi zamislili tale poskus. Ampak zdaj bi pa mogoče kar nadaljevala z etnobotaniko, se pravi s tradicionalno uporabo konoplje. No, kot sem že rekla, konopljo lahko uporabljamo za praktično 1001 stvar, ampak nažalost te tradicionalne uporabe rastlin, generalno ne samo za konopljo, v bistvu opuščajo zadnje čase in na ta način se v bistvu ta pomembna dediščina pa znanje nažalost izgubljata. In nam se pa zdi pač zelo pomembno, da se to ohrani in v bistvu tudi razširi nazaj, da v bistvu se na ta način ohranja še naprej. In zdaj ena od metod, kako v bistvu lahko to naredimo v malo bolj človeku prijazen način, oblik, je neka spletna baza podatkov, ki bi bila lahka za uporabo, pa tudi dostopna za vse. No, in zato smo se odločili narediti eno bazo podatkov, ki smo jo poimenovali K-News. In je v bistvu tudi že dostopna na spletu, lahko malo pogledamo. Zdaj, tekom projekta
smo imeli srečo, da smo lahko na različnih delih sveta tudi naredili več teh etnobotaničnih intervjujev z lokalnim prebivalstvom, o tem, kako oni konopljo uporabljajo, ampak to se je seveda, kdo bi rekel, zakaj, zaradi korone leta, pač 2 leti nazaj nažalost končali, zato ker nismo mogli več potovati, smo se v bistvu pa mogli preusmeriti v drugačno zbiranje podatkov in sicer smo se lotili, smo preiskali 4 glavne spletne baze in s pomočjo nekih ključnih besed, kot so cannabis, folk medicine, traditional medicine, traditional knowledge, dobili več kot 10.000 člankov, ki smo jih mogli potem tudi pregledati, enega po enega, noter poiskati posamezne navedbe o uporabi konoplje, jih v bistvu izluščiti ven in narediti tak ogromen Excel z vsemi temi podatki. In v bistvu z veseljem lahko rečem, da smo uspeli zbrati več kot 640 člankov in več kot 2000 vnosov oziroma različnih, no, ne različnih, ampak več kot 2300 uporab. Zdaj baza je dostopna že na spletu, tukaj imate tudi link in vam mogoče lahko na hitro pokažem, če bo šlo, kako izgleda. Recimo tukaj vidimo razdelili smo na različna področja, medicinska uporaba, za prehrano, kot za pač uporabo njenih vlaken, psihoaktivne namene, ostale uporabe. Imamo tudi sekcijo, kjer je predstavljeno v bistvu, kjer so zabeleženi negativni učinki, pa njena tradicionalna imena. Zdaj, če mogoče gremo v medicinsko uporabo, imamo različne opcije, kako iskati. Recimo, če tukaj vpišemo cold, se pravi prehlad, pa damo enter, nam jih tukaj spodaj lepo sfiltrira. Lahko tudi iščemo po različnih sklopih, recimo za bolečino pa vnetja. No, mogoče tukaj ni bolečina pa vnetja, pa prehlad, no, ampak dobro. Skratka. Pač zabeležili smo različne in vrsta, ki je, kakšno je njihovo tradicionalno ime, od kje prihaja, zakaj se uporablja, kjer del rastline se uporablja, zakaj se uporablja in potem razne dodatne informacije. Zmeraj je pa zraven tudi link do originalnega vira, kjer smo v bistvu ta podatek dobili. No, zdaj, če gremo nazaj na slideshow. Da vam na hitro mogoče predstavim, kaj smo ugotovili, ker vidim, da sem že tudi malo dolga, no, na hitro da vam predstavim naše zaključke. Ugotovili smo, da se največ uporablja v medicinske namene, seveda, sledili so potem psihoaktivna uporaba, pa uporaba za prehrano. Zdaj, par teh povezav je v bistvu dosti logičnih, da se semena najbolj uporabljajo za prehrano, je dosti jasno, da cvetja so tista, ki se največkrat uporabljajo za psihoaktivno uporabo tudi, ampak kar nas je pa mogoče malo presenetilo, pa je, da so v bistvu listi tisti, ki so najbolj pomembni za medicinsko uporabo, pač za ljudi, no. Tukaj smo v bistvu izluščili samo uporaba pri ljudeh, ne pa za živali. No, ampak pač sodeč po tem, kar se danes v bistvu v medicini vidimo, ko so v bistvu cvetja praktično edini deli rastline, ki se uporabljajo, vse ostalo se zavrže, v bistvu tukaj vidimo, da so tudi listi zelo pomembni. Našli smo kar 210 različnih bolezni oziroma tegob, kako se temu reče, za kar so jih uporabljali. Najbolj pogosti so bili za zdravljenje prebavnega sistema pa prehranskih motenj, sledijo živčni sistem pa duševne motnje, pa seveda za lajšanje bolečin pa vnetij. Zdaj, že prej sem povedala, da so v bistvu različni deli rastlin, imajo v bistvu različne sekundarne metabolite oziroma vsaj različno razmerje med njimi. Tako da smo v bistvu rekli, dobro, idemo pogledati mogoče, a je
A je kakšna povezava med tem, kateri del rastline se uporablja za neko določeno stvar, da vidimo, če najdemo kakšno povezavo. In v bistvu smo videli, da se listi največkrat uporabljajo za zdravljenje problemov s kožo, za zdravljenje kakšnih ureznin ali pa ran ali pa vlivnih vnetij, pa tudi za krvožilni sistem. Zdaj, mogoče to smo malo gledali za krvožilni sistem, zakaj pa, in smo v bistvu ugotovili, da največ od tega je za zdravljenje hemoroidov, v bistvu malo mogoče protivnetno pa protibolečinska učinkovina, no, ampak ko smo iskali v bistvu neke potem klinične študije, smo ugotovili, da absolutno nobene še ni, tako da mogoče tukaj en potencial za malo preučiti še naprej. Druga semena v bistvu se najbolje uporabljali za zdravljenje prebavnih motenj oziroma uporablja se jih lahko kot odvajala za zdravljenje driske, za boljšo prebavo, tudi za napihnjenost pa je zelo dobra, pa potem tudi za motnje mišično-skeletnega sistema. Zdaj, ta nam je še zmeraj malo v bistvu zanimiva, zaradi tega, ker v kliničnih študijah smo v bistvu videli kar velikokrat, da se uporabljajo ekstrakte iz socvetij za artritis ali pa za revmatizem, predvsem zaradi v bistvu lajšanja bolečin, ampak semena v bistvu ne vsebujejo niti THC-ja, niti CBD-ja, semena vsebujejo veliko drugih stvari, no, ampak nobena od teh naj ne bi bila za lajšanje bolečin. Tako da to je tudi še ena od stvari, ki bi jo bilo mogoče uredno mogoče malo bolj raziskati, a obstaja kakšna povezava ali je to mogoče samo neko prepričanje, ki velja, da se zdravi, ampak ni pa mogoče na nobeni pametni osnovi. Ja, no. Zadnja so bila pa socvetja in pa v bistvu mogoče malo jasno za živčni sistem pa duševne motnje, predvsem kot uporaba za pomiritev ali pa tudi za nespečnost, je pa v bistvu kar pogosto. Zanimivo pa je bilo, da v bistvu nismo našli nobene povezave skoraj nobene uporabe socvetij za lajšanje bolečin pa vnetij, kar nas je v bistvu zelo presenetilo, ker v bistvu za lajšanje bolečin pa vnetij je v bistvu, no, predvsem bolečin v medicinske namene se v bistvu socvetja skoraj ne izključno, ampak skoraj izključno oziroma zelo, zelo, zelo pogosto dandanes uporabljajo. Ja, na koncu še nekaj o tej toksičnosti in sicer danes rečemo v znanstvenih študijah, če pogledaš, pa tudi drugje na splošno, se mogoče dve taki zelo deljeni mnenji. Ena je, da je konoplja čudežno zdravilo, ki bo pozdravilo od raka do vsega drugega, kar nas pesti. Do nasprotnega pola, ko vidijo to kot neko zelo toksično, zasvojljivo drogo, ki povzroča raka na drugi strani, pljučnega in tako naprej, skratka, ki zelo, zelo negativno deluje na naše telo. Zdaj, v tej tradicionalni literaturi se v bistvu mogoče bolj strinjajo s tisto prvo ali pa vsaj ne zelo močno s to drugo. Namreč našli smo samo 3% vseh teh referenc je sploh omenjalo toksičnost konoplje. In še velikokrat so tu zraven v bistvu dodali, da samo z dolgotrajno ali pa v bistvu prekomerno uporabo pusti neke posledice. Največkrat so zato omenjali uporabo socvetij pa listov, kar ima tudi v bistvu smisel, ker drugje se THC-ja praktično, v drugih delih THC-ja praktično ne najdemo. Zabeležili smo pa 45 različnih teh negativnih učinkov, od halucinacije, zastrupitve,
slabosti, smrt smo v bistvu pa zabeležili samo v eni referenci. Ja, no, v bistvu zaključek te naše študije je, da bi bilo treba pogledati to rastlino malo bolj celostno, da mogoče v bistvu obstaja uporaba še dosti drugih stvari kot samo soцветja, na katera so se skoraj izključno osredotočali do zdaj. Ja, no, še enkrat najlepša hvala vsem našim sodelavcem, partnerjem, vsem herbarijem, ki so nam pomagali, ki so nam donirali material, vsem sodelavcem, ki so nam pošiljali stvari iz različnih delov sveta. Brez njih pač niti pol tega projekta, ki smo ga zdaj naredili, ne bi bil možen. Najlepša hvala tudi vsem mojim sodelavcem iz inštituta, ki v bistvu na dnevni bazi mi pomagajo vse to delati. Tako da tudi vsem Erasmus študentom, če ste tukaj, ki ste mi pomagali do zdaj, tako da najlepša hvala.